Ok, pa smo. Dajmo prosim na vaša mesta, še malo več kot pol ure imamo, 40 minut in to bo to. Zdaj imamo tehnologijo na vrsti, torej poteh tehnologije v prihodnost, to je še zadnja diskusija ali pa predavanje ali talk show ali okrogla miza, če želite, izrazov je veliko. In torej, kakšna bo tehnologija v naslednjih letih? No, tehnologija se spreminja še hitreje od vseh ostalih elementov, o katerih smo govorili danes. No, slišali bomo strani teh strokovnjakov, ki smo povabili k sodelovanju, kako in kaj s tehnologijo v naslednjih letih. Z nami je najprej slovenski strokovnjak na področju informatike, ki je diplomiral na Tržaški univerzi iz inženirstva v smeri informatike. Od leta 2000 je v službi v upravi Tržaške univerze kot tehnik informatike in trenutno zaseda mesto odgovornega enote za integracijo aplikacij in podatkov. Kaj je to? No, vprašali bomo direktno njega. Z nami je Niko Tul. Živijo, Niko. Prosim, hvala lepa. Potem imamo dva mlada predstavnika laboratorija Mitelab, ki ponuja tečaje, okrogle mize, srečanja in veliko drugih dogodkov, kjer igra tehnologija glavno vlogo. To sta Aljaž Srebrnič in Andrej Sosi. Živijo, fanta, čau. Dobrodošla. In še ena punca, in sicer gostujoča projektantka v ICTP Sifab Lab v Grljanu v Trstu, kjer je razvila interaktivni eksponat v sklopu svoje diplomske naloge za Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Tadeja Druškovič. Dobar dan. Dobrodošla, hvala za sodelovanje. No, pa imamo še punco. In kar začnimo s tem, da damo najprej mikrofon Niku, ne? In tako kot prej za podjetnike, najprej bi rad slišal z vaše strani eno krajšo predstavitev, skratka, kaj pravzaprav vi počenjate, kaj delate, kaj in zakaj s tehnologijo. Rekli smo, da v tvojem primeru ti zasedaš mesto odgovornega enote za integracijo aplikacij in podatkov. Kaj sploh je to? Ja, dejansko dober dan vsem najprej in rad bi se zahvalil Eugenu, ki me je spravil v to zagato. Ja, prosim te. In velika hvala in velika aplauz tudi Združenju slovenskih športnih društev za to pobudo. Namreč nam ni dano vsakič. Hvala za aplauz. Nam ni dano vsakič, da bi lahko malce prvi osebi predstavili, kaj in kako se dogaja. S čim se ukvarjam? V bistvu sem utopljen v podatke. Jadram, recimo tako, premikam se med podatkovnimi bazami, na katerih temelji celotna dejavnost Tržaške univerze. Tako didaktična dejavnost, se pravi poučevanje in vse, kot tudi upravna dejavnost. Ne smemo namreč pozabiti, da imajo italijanske univerze to dvojno vlogo, to dvojno osebnost, ne, so hkrati javna uprava in bi naj bile tudi center znanosti in poučevanja. Ne. Vse, kar se dogaja na univerzi, v bistvu proizvaja podatke. Govorim za univerzo, to velja za današnji svet. Ti si že dvakrat skušal nekako sprožiti med prisotnimi malce debate ali vsaj kakšno vprašanje. Ne? Zdaj bom jaz postavil eno vprašanje vsem prisotnim. Prosim, dvignejo najprej roko vsi tisti, ki imajo en pameten telefon. Se pravi, ne eno tako starinsko škatlo, ne? Ampak en tak uredi telefon. Daj, dvigajte roke. Ok, večina. Sem si predstavljam. Zdaj povejte mi, koliko od vas, ko ste prvič ga prižgali, ste kaj spremenili v nastavitvah ali ste ga vzeli tašnega, kakor je? Kdo je kaj spremenil? Punce. Punce v glavno, zanimivo. Kaj ste zaslone, barve in te stvari, ne? Vsi predstavljam. Koliko od vas je prebralo tisto prvo besedilo, ko se prižge prvič telefon? Ta tekst. Dva. Ok. Zakaj to sprašujem? Danes družba, gospodarstvo in vse temelji na podatkih. Prej smo slišali Mitja je razlagal, ne? Tudi njihove odločitve in naj bo področje kave ali naj bo področje betonov ali mas ali naj bo področje visoke tehnologije ali česarkoli, podatki so tisto,
s katerim upravljamo, podatki so tisto, ki nam rabi, da lahko sprejemamo določene odločitve. Ker bomo potem tudi govorili o bodočnosti namreč. Univerza v Trstu je šla pač v tej stvari, jaz sem tam 15 let točno, oziroma 16 let bo zdaj, odvedno sem nekako mešal te podatke, marsikdo bo rekel, zakaj to, ker pač na začetku je bila informacijska tehnologija bolj taka stvar eksotična, ne? To so delali taki čudaki, dolgolasi, potem sicer na univerzah so bili Dolgolasi. Ja, danes nismo, ne? Ampak nekaj je bilo tako precej hipijevskega, ne? v informatiki. Je pa zanimivo, naprimer, če kdo bo prišel na univerzo v to, kar je bilo nekdaj računalniško središče, ne, Centro di Calcolo, ki zdaj ni več to, visijo še na stenah slike, ki so bili vsi, ki so bili tam nekako uslužbenci, so imeli take bele kombinezone, so se zgledali skoraj kot kakšni doktori v kakšni bolnici. Tudi tehniki na raju, nekateri še vedno. No, tako je imelo neko tako auro, ne, znanost in vse. Dejansko se je vse to spremenilo, tehnologija nas prehiteva, nas najprej, ki v tem delamo, tako da večina ljudi, če bi se sešteli vso računalniško zmogljivost, ki je nocoj tle v tej dvorani, bi najbrž presegalo zmogljivost prvih serverjev oziroma strežnikov, na katerih sem jaz delal. Ja. Da ne govorimo o tistih, s katerimi so leteli na Luno, ne? Ne, mislim, tisto je tak. Tako da ja, podatki. Podatki so tisto, od česar živim, ne? Da bi rekel, sem kmetovalec, pridelujem vino ali olje ali kaj. Jaz pa živim od podatkov. In kako se bo razvila tehnologija na tem področju oziroma koliko bodo še bolj pomembni podatki v naslednjih letih, o tem bomo govorili kasneje. Zdaj, da slišimo tudi predstavitev ostalih glavnih akterjev te debate, te diskusije okrogle mize. Aljaž, tebi vprašanje za ta MITELAB, torej kaj je MITELAB, s čim se ukvarja, kaj ponujate, kdaj je nastal, kaj vi tam delate, razen tega, da ne, se razdelite na dve kategoriji, tisti, ki imajo daljše lase, kot smo prej slišali, ne, in tisti, ki pa, ker pač se svet spreminja, jih imajo krajše ali pa sploh jih nimajo. Hvala lepa, tudi jaz se zahvaljujem za povabilo. Ni zakaj. MITELAB. Kot prva reč bi želel povedati, da je MITELAB ni moje delo, jaz se s tem ne ukvarjam delovno, službeno. To je pač nekaj, kar mi je bilo všeč in potem sem se to odločil, da bom to delal. Prostovoljno, tako kot je prej povedal. Katera pa tvoja glavna služba, torej s čim se ti ukvarjaš? Jaz se vedno s podobnimi stvarmi ukvarjam. Programiram mikrokontrolerje, sem tako imenovani embedded developer. V redu. Torej, vse tisti čipe, ki imate v vaših smartfonih, to tudi jaz. To vladaš ti? Vladam. In torej v prostem času si tudi med glavnimi pri MITELAB-u, skupaj z Andrejem. Jep. MITELAB je Hackerspace. Ne vem, če je kdo kdaj slišal za Hackerspace. Kdo je slišal za Hackerspace, naj dvigne roko? Je kdo slišal za hackerje? Ja, no dobro, hackerje že, ne? Okay. V bistvu Hackerspace je prostor, fizični prostor, kjer se ljubitelji tehnologije, informatike, elektronike, mehanike zbirajo in skupno delajo na lastnih projektih. V bistvu je neke vrste paralelno, kot so bili nekoč reading klubi, kjer so se dobivali in brali knjige, mi se pač dobivamo in se ukvarjamo s tehnologijo. Odlično, to si lepo povedal, povsem razumljivo. Dobro, jaz mikrofon dam Tadeji, ker Andreja ga bomo potem prosili za kakšno mnenje, glede na dejstvo, da je že on sam povedal o MITELAB-u, tebe pa bom vseeno vprašal, kaj delaš, katera tvoja prva služba, ampak prej besedo Tadeji. No, študentka na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje na Univerzi v Ljubljani, ki pa ima veliko strast za tehnologijo. Drži? Drži. Bom rekla, da sem se zadnja leta navdušila nad tehnologijo in nad uporabnostjo tehnologije. Jaz sem recimo tako
po srcu kreativna oseba in potem zaradi tega sem videla veliko potencijala v tem, da bi lahko uporabila neke tehnološke pripomočke za razvivanje idej, ne? Za razvivanje svojih projektov. Zdaj sem recimo skoraj čisto slučajno pristala v ICTP Fab Lab. To je Fabrication Laboratory, to je v bistvu kraj, kjer lahko posameznik razviva svojo idejo, svoj projekt, ob tem predloži projekt. Jaz sem tam gostujoča projektantka, to se pravi, da projektant je vsak, ki predloži projekt in želi uresničiti svoje ideje. Recimo, jaz sem tam predložila projekt kako sem ganjena, tako da. Lepo, da si ganjena v naši družbi. Sej bo prišlo, ne skrbeti. Torej, ti si pripravila neko interaktivno zadevo, en eksponat. Ja, jaz sem in v čem, zakaj gre? Gre se za eksponat, ki prikazuje fizikalne lastnosti vibracij. Vibracije ustvarjajo figure, neke vrste podobe. To je zdaj stroj, kimatični stroj, ki ustvarja te zelo, zelo zanimive podobe. Jaz sem vizualen tip, jaz sem grafična oblikovalka po poklicu in me je odvedno očarala pač moč zvoka, povezava zvoka in vizualne podobe. V redu, torej s pomočjo vibracij in zvoka, kar zadeva je povezana, ustvarjaš eno figurco, neke vrste obliko. Nisem razumel, če ta je narisana ali pa narisana na kakšni sapici, na listu, na nebu, je ena projekcija, zakaj gre? Gre se za to, da imamo nek zvočnik, ki proizvaja vibracije na plošči. Ta nihajna plošča niha z neko intenziteto. Gor posujemo lahko prah, lahko posujemo drugi material in se potem ta razporedi v... Tako kot mi hočemo, oziroma tako kot hoče ta vibracija, pravzaprav. Kot hoče vibracija, ne? V redu. To je fizikalni pojav in jaz sem naredila neke vrste transpozicija eksperimenta, ki je klasični eksperiment, ki ga ne moremo v bistvu predstaviti v nekem muzejskem okolju zaradi praktičnosti. Jaz sem naredila neko škatlo, sem obdala v bistvu to ploščo in sem gor postavila zrna, žogice, ki se premikajo in ustvarjajo te podobe. Dobro, to se pravi, čisto slučajno jaz sem prišla na to pot. Meni v bistvu jaz sem štartala iz osebnega zanimanja, kaj povezuje zvok s podobo in sem potem samo začela graditi in sem zgradila ta svoj stroj. Dejansko se zelo zahvaljujem osebjem tudi tega Fab Laba, ki mi je pomagala pri realizaciji tega stroja. Je pa zelo zanimivo, kako sem potem padla čisto slučajno na to področje in uspela realizirati ta svoj projekt. Pomislite, če jo damo v stik z gospodom Zobcem, ki je bil prej z nami, ki dela na betonih in kakšne čudne oblike in vibracije bi lahko prišle ven s tem sodelovanjem, torej beton, mase, vibracije in vse to. Andrej, še ti povej, s čim se ukvarjaš v vsakodnevnem življenju, razen tega, da smo razumeli, da tudi ti sodeluješ s tem Mite Labom, pri katerem je tudi Aljaž. No, kaj pa ti delaš? Jaz v glavnem sem informatik, delam v enem podjetju v Trstu.com, kjer razvijamo tako spletne strani, e-commerce, plus druge aplikacije za razna podjetja, ad hoc aplikacije, ki ne sprašajo. Naprimer, delamo na dokumentnih sistemih, neki za zdravstvo in podobno. No, v redu, pa začnimo s tem, da malo gledamo v bodočnost. Naj povem še to, da jaz ni, da sem skregan s tehnologijo, ampak tako spadam v kategorijo tistih oseb, ki tehnologijo zelo spoštuje, uporablja, ker pač jo je treba uporabljati, seveda tudi trošim denar, da jo lahko uporabim, nisem tisti, ki dobi tako tehnologijo poceni, torej sem vaša najboljša stranka, verjetno, nedvomno. Zaradi tega rabim vašo pomoč, tudi da razvijemo en zanimiv
pogovor oziroma eno zanimivo debato. Začnimo prav pri Niku, ne? Rekli smo torej bodočnost, ne? Glejmo malo naprej, kako se razvija tehnologija, kam gre, kako bo tehnologija vplivala na naša življenja, tista čez 10-20 let, mogoče že tista čez 2 leti bo vplivala močno na naša življenja. Če govorimo o tvoji stroki, torej podatki, ki so zelo pomembni za naše vsakdanje življenje. Ne? S podatki je tudi povezano dejstvo, da nas kličejo tudi o polnoči za nam prodajati, ne vem, zadnji hladilnik firme XY. Ne? Skratka, kaj se bo zgodilo po tvojem mnenju čez 10 let, no, da ne rečem 20, stanemo pri 10 letih, v redu, a nas bodo še vedno gnjavili po noči s temi hladilniki? Najbrž ne. Najbrž nas ne bodo več gnjavili, ker že sedaj dejansko nas vedno manj gnjavijo, v smislu, da jim prostovoljno odstopamo vse tisto, kar smo dejansko. Ne. Oni imajo že vse naše podatke. Prej sem rekel, da vsak od nas pušča neko sled. Ne. Sled v digitalnem prostoru je neverjetna. Recimo, za primerjavo, Tržaška univerza, če bi še šteli vse podatkovne baze Tržaške univerze, to smo tam približno niti 50 terabajtov podatkov, to je zelo majhna stvar. Za reč, Google jih obdeluje vsako sekundo 1000-krat več. Ok, vsak od nas, vsakič, ko prižgemo telefon, vsakič, ko vtikamo, se prijavimo na Facebook, se prijavimo na Twitter, pošljemo sporočilo po WhatsAppu, karkoli storimo, tudi s tem, da preprosto slikamo neko stvar s telefonom. Recimo trenutno vse, razen čistega telefonskega pogovora in delno pošiljanja klasičnih sporočil, SMS-ov. Vse to gre v nek določen prostor. Vse ostalo ustvarja neko digitalno sled. Ne? Moderen je ta koncept oblaka, da pač vsi podatki so v oblaku, ne? Nekoč vsak je znal točno, kje se njegovi podatki obdelujejo. Moram reči, mi kot univerza smo še vedno primorani, da vemo točno, kje so podatki naši, tako da lahko rečem, da podatki študentov Tržaške univerze naprimer so deloma v Bologni, kar se tiče naprimer podatke študijskih karier, podatki elektronske pošte študentov in docentov Tržaške univerze so nekako med Amsterdamom in Dublinom, kar so pač v oblaku Microsofta, ki ima tam svoje podatkovne centre. Za vse ostalo pa pač mi to delamo, ustvarjamo in nam te stvari sledijo. Dejansko, če vi iz domačega računalnika vtipkate eno iskano geslo v Google, ali pa če to storite iz vašega pametnega telefona, na katerem ste prijavljeni z vašim pravim računom, ne? Naprimer nikotul@gmail.com. Katero geslo, oprosti, tvoje? Skrita koda? Ne, nimam maila na Gmailu, tako da ga ne uporabljam. Resnično, in iščete banalno stvar, naprimer Združenje slovenskih športnih društev, ne? Se vam bo zdelo, da iskani rezultati so isti, ne? Kar vam bo Google vrgel ven, da bo bilo isto. Potem pa, če malo bolj pazljivo pogledate na to stvar, boste videli, da naprimer v nekem kotičku tam na desni ponavadi se bo pojavila ena reklamca. Ne? Zdaj, ne bo ena naključna reklama, ker Google si predstavlja, da če vi iščete neko v zvezi s športom, da si športen tip, naprimer ti Eugen, ne? In ti bo predstavil naprimer ponudbo najnovejših žog za košarko od Decathlona. In ni naključno. Ni naključno. Ponavljam. Tako da tisti, ki nas klicarijo na dom in vam ponujajo najugodnejšo ponudbo, da boste zamenjali telefonskega operaterja ali elektriko po neverjetnih cenah, dejansko so majhen odstotek. Vse ostalo se dogaja z našimi podatki, z našimi zasebnimi podatki, ampak mimo nas. Torej, skratka, v naslednjih 10 letih bo prednjačil tisti, ki bo imel več teh podatkov. Zlato v naslednjih 10-20 letih mogoče ni niti več zlato oziroma petrolej ali ne, karkoli že, ampak podatki. Dejansko ja, dovolj da pogledamo, Zuckerberg, ustanovitelj Facebooka,
dejansko služi skoraj tako, kot če bi prodajal diamante ali petrolej. Ali celo malce več. Ampak se moramo zavedati, da ni vse samo negativno. Tam je veliko pozitivnega. To moramo znati izrabiti. Prej se je veliko govorilo spremembe. Spremembe so vedno priložnost. Ne? Tudi naša majhnost, ne, naše okolje bi moglo to znati izrabiti. En zelo kratek primer. Ko sem z Eugenom se malce pogovarjal, nisem točno razumel, če to mora biti neke vrste predstavitev ali tako, potem je rekel, da bo talk show in sem rekel, ok, lažje. Ampak sem si rekel, če bi mogel kaj predstaviti, bi vam predstavil na primer stran Slosport, slosport.org, vsi poznate. Da slišimo. Gospod Branko Ljakovič dela neverjetno delo tam. Ne? Mislim, on objavlja dejansko vse informacije o vsaki tekmi, o vsakem moštvu, vseh, in tega je za en cel majhen arhiv. Zdaj, mi bi lahko s prostim algoritmom vse tiste podatke zbrali, jih dali v eno podatkovno bazo in bi imelo Združenje slovenskih športnih društev, poleg podatkov, na primer iz te zadnje ankete, hvalevredne, ki ste jo naredili, ki je Martin tle, ki zdaj me slikari lepo uredil, bi imelo tudi vse podatke za nazaj, ki bi jih lahko primerjalo, na primer, s podatki te ankete. Te vabim na poslovno srečanje, da govorimo o tem naslednji teden. Če želite, lahko kadarkoli vstopite v pogovor, saj imate mikrofon, povejte svojo, da ne bo vedno tako didaskalično od enega do drugega, tako kot želite. Aljaž, torej, on je govoril o podatkih, če želiš, lahko nadaljuješ tudi ti na tej poti, ali pa drugače, moje vprašanje je naslednje, vem, da pri vas pri Mitelabu imate tudi te 3D tiskalnike, nedvomno, to je novost teh časov. Torej, skratka, v naslednjih 10 letih mogoče se bo ta tehnologija še bolj razvila, ali je možno, da bomo kar doma si tiskali uro ali pa plastični kozarec, joj, ta mali mi je razbil kozarcem, nima problema, in pride ven kozarec? Načeloma ja, načeloma to bo verjetno v bodočnosti zelo pomembna tematika. Obstaja cela vrsta prav fizičnih ovir, recimo, naprimer tiskanje kovin je precej težavno, ne bo treba iskati, verjetno ne bo mogoče uporabljati tehnologije, ki jo sedaj uporabljamo za plastiko, obstaja pa že prav zdaj, prav v tem času, obstajajo druge tehnologije, ki nudijo tudi možnost tiskanja kovin. Sinterizacija in podobno. Tako da 3D tiskanje bo brez dvoma ena izmed velikih temeljev. Recimo, če razmišljam, katere bojo tematike, ki bodo v prihodnosti zelo pomembne. Ena je brez dvoma podatki, in torej privacy in tudi upam, ena boljša kontrola nad podatki, ki jih mi ustvarjamo. Ena bo brez dvoma 3D tiskanje, oziroma možnost, da bo človeštvo pa le prišlo do tega, ki ponavadi beremo v znanstveni fantastiki, oziroma asemblator, oziroma škatlja, kjer lahko karkoli ustvarjamo. Recimo v najbolj idealni ideji prav tega predmeta, je v bistvu nekaj, kar jema protone, ustvarja atome in jih potem oblikuje in spravi v katerokoli stvar. Replicator, Star Trek, če kdo pozna, na primer. Brez dvoma se bo to, mislim, to je pač ideal, ki si ga lahko postavimo, in počasi upamo, da pridemo do tega. Druga tematika, ki bo zelo pomembna in se že zdaj vidimo, je virtualna realnost. Zelo povezana tudi s 3D tiskalniki. Zdaj imamo že komercialno s 800 evri, se mi zdi, da si lahko nabaviš eno stvar, ki se imenuje HTC Vive. To je virtualna realnost, ki ni samo kot ena druga zadeva, ki je zelo, tudi precej verjetno ste o njej že
slišali, ki je Oculus Rift, ta je bila ena izmed prvih virtualnih realnosti. Zdaj, si opazil, da jaz sem naredil tipen obraz. Kaj je, govoriš o tem. Očala, da gledaš na 360 stopinj, okay, točno da se obračaš v redu. Obračaš in ti tvoje, recimo, prvi najbolj enostavna zadeva je enostavno očala, ki se premikajo, v bistvu premikajo svet, kot sliko, ti premikaš. Tako ti premikaš glavo. In to, kar praviš ti ta Vive, ki je najnovejša, recimo, prav avantgarda cele 3D zadeve. Jaz tako lepo govorim o njej, zato ker sem jo poskusil in je res... Da vidimo. Je res... In kaj gre za kakšno v bistvu, projekcijo? Poleg očal imaš detektorje, ki jih lahko daš na steno in v bistvu ne vidijo samo tvoje glave in kako ti... Ne deluje tako, da ti imaš pač okno na ta virtualni svet in skozi okno, mislim, gledaš in ga obračaš. Ti se lahko v virtualnem svetu premikaš. Torej je korak naprej. In to je korak naprej. In ambient nekako, ki ga imaš okoli sebe, pogojuje to tvoje premikanje. Če dam roko na steno, nekako tudi se v bistvu imaš ene kontrolerje in s temi lahko interagiraš s tem svetom. Ne bom pa nikoli pozabil občutka, ki sem ga prvič imel, ko sem se v virtualnem svetu pač pomanjšal in skril v eno mišjo luknjo v steni. Wow. In sem potem izven stene tako kukal. In to je bilo res, pač po moje bo to brez dvoma bodočnost. Dobro, jaz bom zdaj predal besedo Andreju, lahko govorita mislim, tema je splošna, lahko dodata, kar hočeta. Pripravim že vprašanje za Tadejo, tako če želiš, lahko razmišljaš, ker se mi zdi, da kar si ti umetnica, lahko gremo tudi na stran fantazije in umetnosti. Prej smo slišali, kako kinematografija pogojuje pravzaprav delo teh znanstvenikov, ker umetniki si izmislijo na zadevo, 20 let potem ta zadeva postane realnost. No, ti daj razmisliti nekaj, da gre v to smer. In potem nekaj predlagaj, mogoče v tem trenutku, torej danes boš ti tisti filmski kreator, ki si nekaj izmisli in čez 20 let se dobimo vsi tukaj na istem mestu, da vidimo, če je Tadeja imela prav in se je tisto res zgodilo. Tebe pa vprašam naslednje, da lahko dodaš karkoli na podlagi tega, kar sta ona dva rekla. Moje specifično vprašanje pa je to, kako pa se to veže na naša vsakdanja življenja? V redu, verjetno jaz ne bom kupil ta očala, vsaj ne zdaj. Moj ta mali, mogoče čez 3 leta bo to vprašal, če se da kupiti. Jaz za zdaj ne. Ampak za normalne smrtnike, ki imamo telefon, tablico in tako naprej, kaj je novega za bregom na področju tehnologije? Za potrošnike, za maso, za ljudi, ki pač kupujejo te zadeve v najbližji trgovini? Zanimivo vprašanje. Ježiš, vsaj eno sem dal. In zakomplicirano. Konkretno, kaj je za bregom, točno ne vemo oziroma bomo odkrili čez kako leto. Vsekakor tisto, ki vemo, je, da vsa tehnologija, o kateri zdaj govorimo, ki izgleda precej nova, precej futuristična z določenega vidika, kot so 3D tiskalniki in podobno, v resnici bodo v kratkem v enaki oziroma podobni obliki prišle v življenju do vsakega. No, to. Banalno, kot je prej omenil, informatika je izgledala na začetku nekaj, kar je bila samo za eno manjšo skupino ljudi, tiste tehnike, ki so najbolj napredni, z dolgimi lesmi, ki so čudni in tako dalje. Danes konkretno računalnik imamo vsi, če ne drugo pametni telefonček, ni nič drugega kot en računalnik v pomanjši obliki, a je. Kada sem jaz začel s podjetjem, to je bilo 2004, internet je že obstajal, ljudje so že med sabo govorili, e-maili so bile ena določena komunikacija, ki je pač bila, ampak ni bila pomembna, ker konec koncev, če nimam e-maila, boš poklical po telefonu. Danes e-mail je ena glavnih bistvenih kanalov komunikacije. In tako se bo tudi zgodilo s tehnologijo, ki imamo danes. Zdaj 3D vizori in podobno so ena zadevca, ki so dobesedno ena lepa igračka in več kot to niso, so ena igračka. Čez par let bo počasi, jaz vidim vsaj, da bo to možno, da bo prišlo do kakšnih konkretnih aplikacij s temi 3D vizori. Kot naprimer, da bomo vozili avtomobil s pomočjo teh očal, kje je lahko kakšna praktična uporaba teh elementov, bo Aljaš kaj dodal zgleda?
Ne znam, vem, da so že poskusili pri samem pregledovanju letal. Imajo tehniki že možnost izstaviti posebno očala, kjer jim direktno na očala prikaže, kje so točke, katere dela so bile narejene na letalu, oziroma kaj je treba pogledati in tako dalje. Zdaj je to samo za določen profesionalen tistem. Jutri bomo imeli take vizorje in podobne, tudi za kakšno bolj domačo zadevo, ki trenutno še ne vemo. Naprimer, bomo pogledali hladilnik in tako mi bo prišlo seznam reči, ki manjka v hladilniku, ki moram kupiti ali podobno. Kar se tiče, bi lahko bilo tudi, kar se tiče profesionalnega dela, risanje kozarcu ali podobno, ki trenutno delamo dizajner in podobno, bomo lahko direktno delali, kot da bi imeli skreto samo z rokami v enem virtualnem prostoru in potem tisto bo lahko šlo v en 3D tiskalnik. Kako bo prišlo do tega? S kakšnimi koraki? Še ne vemo, ampak verjetno smer bo ta. Wow. Zanimivo, Aljaž, preden gremo do tega. Ja, nekaj sem se spomnil. Poleg v bistvu majhna varianta te virtualne realnosti je tudi tako imenovana izboljšana realnost, oziroma tisto, kar je Andrej prej omenil. Povečana tudi realnost, ja, v italijanščini rečejo realtà aumentata. Ja, augmented reality je v angleščini. In je to v bistvu, da nad tem, kar mi z našimi očmi vidimo, nad realnostjo pač, v bistvu dodamo še ene informacije. To je lahko, na primer, točke, kjer je treba kontrolirati, kaj je v letalu. Lahko je hladilnik, ki nam pove, kaj je treba kupiti. In je lahko tudi karkoli. Ena izmed pomembnih, mislim, zanimivih aplikacij je tudi ta, da ta virtualna realnost te lahko v trenutku teleportira na drugi konec sveta, ne da bi ti se fizično premikal. To je seveda odlično, če slučajno naprimer na zdravstvenem področju rabiš nekega kirurga urgentno z virtualno realnostjo in z robotskimi rokami. Med drugim so robotske roke. Predvčerajšnjem se mi zdi, da so jih FDA, ta administracija za zdravstveno, Food and Drug Administration v Ameriki jih je odobrila. Torej lahko jih uporabljajo v zdravstvene namene. Skratka, to pomeni, da kirurg je v Los Angelesu, mi pa smo tu v Trstu in kirurg iz Los Angelesa išče, ki je na slepič. Točno. Ali pa bolj recimo zanimivo je to, da daš celo vrsto robotskih rok kam v Afriko ali v kakšnih državah, kjer je bolj komplicirano in imeti tudi kirurge. In lahko pomagaš na razdaljo. Na razdaljo pomagaš. Se vrnemo takoj v te realne ali manj realne svetove, gremo skakati prav v tistega skoraj nerealnega in absurdnega, ko se umetnica in tehnologija spojita. Skratka, imaš odgovor na moje vprašanje? Na vprašanje o bodočnosti. Ja, o bodočnosti, kakšen predlog imaš, kaj bi ti dala? Najprej bom rekla, da me najbolj skrbi neka recimo radikalizacija nekih skupnosti, ki naprimer uporabljajo ali ne uporabljajo tehnologije v bodočnosti. Ker mislim, da pri tem nismo vsi na enakem nivoju. In bom rekla, da pač tehnologija je orodje, človek si je skozi čas ustvarjal orodja za obvladovanje okolja, v katerem je živel. In mislim, da je to pač današnje ustrezno orodje za obvladovanje našega sveta, ampak na nek način ne bi, mislim, bi bilo lepo pač, da je to orodje res uporabno, da ne gremo v neko tehnologijo, ki postane sama sebi namen. Recimo tudi ta realna, kako se reče, virtualna povečana realnost. Povečana realnost. Mislim, lahko je neka zanimiva izkušnja, ampak dejansko je to uporabno, bomo to izkoristili v svoj prid ali ne. To me najbolj skrbi. To se pravi, da zelo meni navdušuje pač, da tehnologija lahko postane dostopna, da lahko kdorkoli dostopa do teh orodij in razviva svoje ideje in da ne bi pač, da ne postane to neka elitistična zadeva. Dejansko pač nisi tehnološki, če imaš iPhone, ampak bi bilo zanimivo, da lahko vsakdo uporabi orodja. Naj si bodi to
punca ali fant. Ne? Tudi tukaj spet imamo razlike v tem, kdo najbolj uporabi recimo možnosti. Ki jih tehnologija ponuja. tako. Skratka, tehnologija za vse. Tehnologija In dostopna za vse. vsem in- Ja, jaz bom tukaj še dala vejco, ne? Da ne bom Prosim. pozabila, veš, ker če ne potem svet nima kaj povedati. Da slišimo. Pač vidim, da je to zelo uporabno orodje za recimo za, kako se reče, za ohranjanje kulturne dediščine, naravne dediščine in vsi smo odgovorni za to, ne, kako bomo potem to tehnologijo uporabili. Ne. Tako da tudi to, zdaj se lahko navezujem lahko na neko zamejsko temo ali tako naprej, lahko gremo spet govoriti o naših koreninah. Ne. To se pravi, da kot mi lahko s tehnologijo recimo v bistvu v bistvu ohranjamo svojo kulturno izročilo in tako naprej, lahko potem tudi utrdimo neko svojo pozicijo v družbi in v tem vidim, ne, da mora biti tehnologija dostopna vsem, da lahko pač vsak pove nekaj o sebi, ne, o svoji identiteti in tako naprej. Ne. Vsak lahko nekaj pove o sebi, ampak ne preveč, bi rekel Niko Tul. Ja. Torej ne, zakaj ne preveč, ker prej smo govorili o podatkih, torej tvoj nasvet, ker te tehnologije na področju podatkovnih baz in kraje med navednicami podatkov so vedno bolj prefinjene. Kaj svetuješ današnjemu in bodočnemu človeku, kako naj se lahko branimo, če že nočemo, da nas kontrolirajo vseh 24 ur našega slehernega torej dneva? Ja, gotovo. Prvi nasvet je veliko prijateljev pravih. Torej v realnem življenju, ne pa v digitalnem življenju. Raje na pivo ali sok zvečer ven, kakor lebdeti pred ekranom. Ja, no, to je de gustibus, veš. No, mimo heca, ne, to bi bilo skoraj tako obviously, bi rekli Američani o tem. Ne, dejansko ne smemo se bati tega, moramo pa poznati. Naši starši so pa znali, da ko so kupovali karkoli, ne, ali pa so šli v banko in so podpisali recimo neko posojilo, je bilo treba brati vse strani, ne, od prve do zadnje, od največjega tiska do tistega najmanjšega. Ne. Danes žal ljudje ne berejo niti največjega tiska, ne, pač samo kliknejo ok in gremo. Sej, ne more se nam zgoditi skoraj nič slabega od vsega tega ok in gremo, ali pa tudi ne. Snowden nam lahko marsikaj pove, kaj so zmožni narediti z našimi podatki in kaj niso zmožni, kje so meje, kaj lahko naredijo ali ne. Jaz je ena primerjava, ki mi je bila meni vedno všeč, ne, ampak zdaj ne vem, tle citiram nekoga in ne vem točno koga, nekje sem to zasledil, da danes je s vso to informacijsko tehnologijo ali vso prisotnostjo, ne, te tehnologije, ker pač ko govorimo o tehnologiji, vedno mišljamo na informacijsko tehnologijo. Tehnologije še za tisoče drugih nijans, o katerih mi niti ne znamo in nam niso niti zanimive. No, ko govorimo o informacijski tehnologiji, smo danes v tistem stanju, kakor so bili najbrž 120 let od tega, naprimer, ko so se začeli razvijati avtomobili. Ne? Na začetku ni bilo vozniških dovoljenj, ni bilo niti pravil, če vozimo po desni ali po levi, ni bilo prometnih znakov, ni bilo semaforjev. Ne? In nekako ta deregulacija trenutno vlada v informacijski tehnologiji. Sicer pustimo stati, zakonodaje bi dali, želijo nekaj dati noter, Evropska skupnost želi dati svoje, ampak dejansko deregulacija je totalna. Ne? Danes se veste, če ne vprašal, kdo od vas zna, da moraš imeti vsaj 13 let za to, da imaš svoj račun na Facebooku, na WhatsAppu. Ne? To piše tam noter. Ampak sej, mi, ne, jaz imam fanta, ki ima 11 let, zdaj, če bi on bo rekel, ok, vsi moji sošolci imajo, zakaj jaz nimam, in jaz sem mu rekel, priznam, glej, jaz sem pač, moja strokovna etika mi pravi, da tisto je treba spoštovati. Sej, ljudje se lahko tudi temu smejemo, ne.
Zakaj potem je 13 let, potem to je vse iz anglosaške zadeve, ne? Oni pač imajo te, ko se reče, Standarde, pravila. Ja, starostna obdobja, tako, ne? Ampak dejansko pravila bi tudi bila, ne? Ampak s tem, da jih vsi nekako spregledamo, potem tisti, ki od tega dejansko služijo masne denarce, od tega tudi živijo. V redu, torej na svet je, dajte brati malo več te, Ja. vse te podatke, ki jih vam ponujejo Ma saj takrat. ni dosti, ne, mislim, če se človek natisne, morda je 2 strani, ne. Ampak je tudi zanimivo brati, ker tam na koncu piše tudi, kje več ali manj bojo vaši podatki lebdeli, ne. Če bo No, to domača naloga za jutri, ne, pojdite pogledat, torej, kaj piše na pravilniku vašega Facebook profila. Malo hitim, ker zdaj časa imamo še malo na razpolago, tako bi prosil tudi, če lahko strnemo te vaše odgovore. Ja, v redu, ampak smo govorili o podatkih, o tiskalnikih, o povečani realnosti. Našo slovensko skupnost pa v Italiji, ne, lahko rešimo s tehnologijo, ne da zdaj rabimo, da nas nekdo reši, ampak vseeno, ne, mogoče bi lahko tudi izboljšali standard našega osebnega življenja, okay, ampak tudi našega skupnega družbenega življenja. Lahko nam tehnologija pomaga, katera? Imate vi kakšno idejo? Bom odgovoril malo splošno. Ajde. Tehnologija je, kot je pravilno povedala Tadeja, orodje. Tehnologijo uporabljamo za reševati probleme, ponovadi. Tako da lahko tehnologija reši zamejstvo. Ja, verjetno da ja, na kakšen način. Kako lahko kako lahko rešimo zamejstvo s pomočjo tehnologije, tega ne bi vedel. Kar tako. No, mogoče kakšno aplikacijo za znanje slovenskega jezika oziroma za izboljšanje našega znanja slovenskega jezika. Mislim, na igriv način, kakšno igrico. Točno, ja, to Potem lahko. si razdelimo zaslužke, v redu? Dobro, v redu. Ja, vidiš, imamo že eno idejo. V bistvu to je Duolingo med drugim, dobra aplikacija. Ja, že obstaja. Ne za slovenščino, ampak že obstaja. No, to je treba prevesti. Kje je Matejka Gergič, bo ona skrbela za prevod? V bistvu to, če strnem. Tehnologija je res orodje in je na razpolago nam vsem. Zdaj, prav hvala tehnologiji je lahko katerikoli od nas v stanju ustvariti eno app, ustvariti eno spletno stran, to je dobesedno 2 dni, recimo, časa in branja, recimo. Tako da, če imate kakšne dobre ideje, prosim, ne se bat, poskuste jih in kvečemu ste se kaj novega naučili. To je že nasvet za vas, čeprav potem bom vprašal še za en nasvet za tiste, ki bi radi šli po vaši poti, ne, in torej izbrali to kariero, ne, v sami tehnologiji. Andrej, prosim, še tebi besedo, potem še Tadeja. Kaj bi ti dodal k temu? Jaz sem začel s Slovenci, ampak ti lahko tudi razširiš. Ne, jaz bi več ali manj potrdil, kar je rekel Aljaž. Tehnologija je inštrument, je kot namotika. Če udara kakšnega po glavi, ni dober inštrument. V redu, ja. Tako da, odvisno kako mi znamo uporabljati, pod prvo, in kam hočemo to uporabljati. Mi smo hackerspace, mi smo hackerji. Večkrat novinari predvsem prinezarijo hackerje kot nekaj negativnega, zlobnega. V resnici, tisti, ki so zlobni, so en manjši del hackerjev, ker hackerji so tisti, ki poznajo dobro tehnologijo, ki jo znajo izkoristiti za namene, ki hočejo. Zdaj, jasno je, če moj namen je kaj izboljšati, bom kaj izboljšal. Če moj namen je kaj ukrasti, bom kral. To je samo, kako jaz bom tisto instrument uporabil. Je veliko Slovencev v tej skupnosti hekerjev, nasplošno opažaš, da med Slovenci v Italiji, ali zakaj ne, dajmo razširiti tudi to debato oziroma to misel med Slovence, ki živijo v Sloveniji, jih je veliko takih, ki se zavzema za tehnologijo in se zanima za tehnologijo, tako kot ti? Več ali manj ja, vsekakor bi rekel, da kar se tiče čisto statistike, smo podobni kot katerikoli drugi narod. Kar se tiče Slovencev v Italiji, dobro, smo mi, ki se poznamo, ki je delamo, plus poznam tudi ostale, ki niso umite labo, ampak vsekakor delijo s tehnologijo na raznih nivojih. Kar se tiče v Sloveniji, tudi poznam razne ljudi, ki se ubadajo tako profesionalno kot amatersko s hekanjem in podobno. In bi rekel, da smo relativno na dobrem nivoju, kar se tiče tehnologije. Rabimo pa vedno več ljudi, tako da predvsem tem, ki nas poslušajo danes, bi rekel, pridite nam pomagati, v smislu, rabimo ideje, rabimo
moči in če hočete se z nami se kaj naučiti, kaj poskusiti, pač se naučiti nekaj novega, spoznati, kaj je noter v tisti škatli, v tisti tablici, ki vidim tukaj pred sabo, lahko pridemo, mi tiste stvari razstavljamo na manjše dele in potem izkoriščamo tisto, ki je noter, za naše, točno tako, razstavamo in potem vidimo, če se da uporabiti za kakšne druge zadevce. Dobro, to je vabilo torej za Meetup. Povej, potem Tadej zaključimo. V Sloveniji tudi obstaja cela vrsta hackerspacev, Ljubljani, Maribor, v vseh večjih mestih recimo, tako da pač hackerspace dobite po celem svetu. Dobro, smisel tega srečanja je, da seveda razmišljamo o bodočnosti, da tudi ponudimo našim mladim, ki nas poslušajo, kakšno idejo, kako bi mogoče razvijali svoj lasten oseben svet in potem seveda celotno družbo v naslednjih letih. Torej, mogoče, ker je v Trstu, v Gorici vedno manj dela, vsaj tako pravijo, vedno več starejših občanov in vedno manj mladih in mladi iščejo svojo pot širom po svetu. No, mogoče je vaša pot v tehnologiji. Danes smo razumeli, da se od tehnologije da živeti tudi v Trstu. Slišali smo tudi podjetnike, ki prednjačijo na tem področju. No in torej, zaradi tega, začenši z Tadejo, vas bi vprašal za nasvet, za tiste, ki bi radi šli po vaši poti. Kako, kaj jim svetujete, kako začeti, kaj iskati, katera tista točka, ki naj jo gledajo na koncu tunela, do katere torej naj hodijo, se sprehajajo ali da tečejo. Prosim, Tadeja. Misliš specifično vezano na področje tehnologije, uporabe tehnologij in tako naprej? Točno tako. Jaz bom rekla, da obstajajo zelo veliko možnosti pač razvivanja svojih idej. Mislim, da se gre za koncept pač osnovne pismenosti na tem področju. Je veliko društev, veliko, ki pač nudijo prvi stik s tehnološkim orodjem. Naprimer, eden od teh je naš Meetup. Pri katerem tudi ti sodeluješ, če sem dobro razumel? Družimo se, tako da recimo, da družimo se z veseljem. Skupaj smo z Meetupom šli na hackathon. To je bila taka prireditev. Dogodek, torej, ja. Dejansko jaz sem gostujoča projektantka v ICTP Fab Lab. To je zavod, ki omogoča dostop do laboratorijev, kjer so 3D printerji. Zdaj bom rekla, s 3D printerjem smo izdelali na primer to zapestnico. Zapestnico na kit in bom rekla, da je zelo zanimivo, da v bistvu, da ta prostor, da je veliko punc, ki se ukvarja s tehnologijo in v bistvu hodi v ta ICTP Fab Lab. Kaj se zgodi? Zdaj se malo zgubljam vmes v svojih idejah, ampak bom rekla, dejansko vabim vse, bom rekla, radovedne že, da pridejo na obisk tega zavoda, ker nudi brezplačen dostop do 3D strojev, do lazerskega rezalnika, naprimer. In ti pač s kombinacijo teh strojev lahko si ustvariš neko tehnološko neko opremo za kolo ali pa, ne vem, neko drugo opremo za hišo. Bom rekla, kdor ima ideje, naj obišče te kraje, kjer lahko potem razviva se. Mimo grede, res na hitro. Taka zapestnica stane veliko, mislim, koliko, ti kupiš samo plastiko, bo kakšen 50 centov, če ne manj. Plastika je, mislim, 20-25 evrov na kilo. Ok, v redu. Par gramov. Ti tiskalniki pa stanejo, mislim, na začetku je investicija. V bistvu za en normalen tiskalnik, recimo, odvisno, koliko se želiš s tem ubadati. Obstaja Ferrari in obstaja odvisno koliko problemov želiš reševati s tem, medtem ko tiskaš. Za set and forget, kot pravijo Angleži, tiskalnik oziroma tako, pač tiskaj in on pač tiska brez problemov, je njih 1500-2000. V redu, torej se pravi, če jaz sem mogoče dizajner ali bi rad bil dizajner, bi rad izdeloval tak nakit, lahko grem tudi v to nišo nekako. Zdaj je niša, jutri mogoče kaj več, ampak
gre v tako smer, kjer si lahko doma sam izdelujem take plastične posebne izdelke. Celo, če želiš si ga sam zgraditi, 3D tiskalnik, obstajajo tudi pač kiti, ki si ga lahko sam zgradiš in to je pa 400 evrov. No, to nedvomno bo pogojevalo našo bodočnost, ker o tem govorimo danes. Andrej, še tvoje zadnje misli, tvoj nasvet, ali kakorkoli že, imaš 30 sekund. Ne, če enkrat bi povabil vse, če hočejo vsaj priti nas obiskati na Meetup Lab, tako da nam predstavijo, vidijo malo, kaj delamo in nam predstavijo kakšno idejo, kaj bi hoteli vi narediti, poskusiti, napisati eno aplikacijo, zgraditi kakšen robotek ali kaj podobnega, pridite, predstavite, vidimo in skušamo narediti skupaj. Zanimivo. Niko, še tvoj nasvet, torej za tiste, ki bi radi mogoče postali inženirji na področju informatike. Ne bojte se znanosti. In to besedo bomo sprintali z digitalnim 3D tiskalnikom, tako da jo bomo izobesili na hodnike vašega Metalaba, univerze, akademije ali pa Združenja slovenskih športnih društev v Italiji. Hvala lepa, z nami so bili Aljaž Srebrnič, Andrej Sossi, Niko Tul in Tadeja Druškovič. Odlično! Prejmete tudi vi naše darilce, v zahvalo, torej, oziroma v zameno za vaše sodelovanje. Hvala lepa res, da ste bili z nami. Jaz imam še eno informacijo za naše mlade slušatelje. Skratka, zdaj ste vsi vabljeni na Marendo, po domače rečeno, imamo odmor. Dajmo še en aplavz, seveda, za naše goste in za besedo Marenda. Potem pa vam bomo predstavili eno delavnico, torej še nekaj časa bomo skupaj, vsaj do 18:30.